Dobro. Kar se mene tiče, bo po moje v redu. Ne? Takole. Ali se sliši? Dober večer. Torej, s Katarino Habe, mojo milo prijateljico, nama je veliko čast, da je on dahnil da. Da pomeni da. No, jaz sem sprobala, da grem pa Rekel je da in zgodila se je ta. Izgleda, da ste kar navdahnjene. Tako ga moram držati, tako, ali kako vseeno, ne? Saj tako bom nekako, ne? Ja, da ne zaropotajo. Nočete beatboxerskih efektov. Da ne zaropotajo.
Lep dober večer, drage naše gledalke in gledalci, vsi, ki ste v živo z nami, kot bi bili tukaj, čeprav ste pred ekrani. Ampak čutimo te vibracije in hvala vam, kajti danes sem še posebej potrebna te ljubezni, ker je tukaj z menoj Prešernov nagrajenec, pisatelj, pesnik, scenarist, ni da ni, pa tudi nek človek najinega srca, ki so ga prosile z drago prijateljico Katarino Habe, če bi prišel marca slaviti ženske praznike, rojstne dneve in te energije pomladi, ki se prebujajo, in Feri Lainšček je dahnil da. In tako je tukaj, dragi Feri, hvala ti. Ja, Manca, z velikim veseljem. Res srčna hvala. In tebi, Katarina Habe, ki sva tole zamislili skupaj in sem te vprašala, koga si ti najbolj želiš, da bi bil ob tebi ta marčevski večer. In sem rekla, si rekla Ferija Lainščka. In sem rekla, ampak kjero knjigo? Ta človek je napisal že toliko knjig, da jih že sam ne more prešteti. Če še vse pesmi, ponatisi, slikance, pravljice take in drugačne, po moje greš fajn čez 50, že je pred 80, ne? Če nisi že čez 80, no, čez 80. In potem si ti rekla, ampak ena se mi zdi pa najpomembnejša, to je prvotnost poema o ljubezni ali pa ravno obratno. Poema o ljubezni, prvotnost. In dragi Feri, preden tebe kaj vprašam, povej, Katarina, zakaj si izbrala od 80-ih prav to? Ta knjiga je mene poiskala. Jaz verjamem v to, da v sinhroniciteto, da v pravem trenutku te najdejo prave stvari. In poslušala sem Male sive celice in tam govorijo, da je Feri Lainšček že pred časom napisal knjigo Prvotnost. In meni je čudno, ker veš, da spremljam literaturo, jaz za to knjigo še nisem slišala in sem šla takoj v knjižnico in sem jo šla brati. In vedela sem, da moram to knjigo prebrati in me je presunila, ker ta knjiga boli. Ta knjiga meni ni, rečemo, ostale knjige od Ferija so meni precej bolj poetične, bi rekla. Ta je pa poetična v eni taki globini svoje zgodbe in besede, ki so tukaj uporabljene, vse skupaj, vem, da je bilo iz enega drugega časa potegnjeno in jaz sem vedela, zakaj me je ta knjiga poklicala. In potem, ko me še ti vprašaš, koga bi pa jaz imela za gosta, to je bilo tako, vse se je sestavilo, kot en tak pravi mozaik v pravem trenutku. Tako da to je prava čarobnost, no. Hvala lepa, Katarina. Tukaj le bo en odlom, če boš ti prebrala, ker si glasbenica, ker si pevka, ker si profesorica psihologije, ker si še marsikaj, kar potrebuje ta glas iz te knjige, ki je išla 3-krat. Dragi Feri, zdaj pa ti povej, to mora biti za tebe, ta magična pripoved, zelo pomembna, da je išla v 3 variantah, ne. Zadnji 2 sta si skoraj v celoti podobni, ne, konec drugačen, ampak prva je pa samo zgodba te deklice, ki ima za mene čarobno ime, tako da ime je Njo, ne, ljubim Njo, ki je, no bomo to naprej. Tebi je ta knjiga, zakaj tako močno prisotna v tvojem življenju, v tvoji duši in zdaj z nami tukaj? Ja, zelo dolga zgodba je to. Zdaj, ne vem, naj povem na kratko, naj povem na dolgo. Na srednje. No, dobro.
Vse skupaj se je začelo z romanom Skarabej in Vestalka, ki je roman o razvoju mikročipa, na katerega se bo dalo shraniti človekovo osebnost. To sem jaz pisal, zdaj že verjetno pred 30 leti, in razvoj znanosti mi je pravzaprav potrdil. Zdaj, če se odziram nazaj, dejansko v smeri umetne inteligence in vsega dobrega in vsega slabega, kar se dogaja v zvezi s tem, se ta knjiga potrjuje, ampak zdaj, ko si rekla srednjo varianto. Ti mojstri, ti znanstveniki, ki so razvijali ta mikročip, so prišli na idejo, da bi si pomagali z medijem, se pravi z deklico, z žensko, ki se je sposobna vživljati v duhovna bitja. Se pravi, to gre v področje parapsihologije in so to žensko, ki je bila dejansko medij, pravzaprav želeli zlorabiti. Ona je odšla in pobegnila in tu se začne roman v bistvu. Ampak jaz sem pa rabo upisati v tem romanu, se pravi, to, kako se ona vživlja v duhovna bitja. In sem se znašel pred tem, da tega preprosto ne vem opisati. In sem iskal najrazličnejše variante, kako bi to opisal. In sem potem prišel na noro idejo, ker sem se pa tudi sam s tem na nek način ukvarjal, da bi sam odigral vlogo medija. In sem dejansko za potrebe tega romana potem šel v ta proces, ne vem, kako bi ga imenoval, tu se zdaj že začnemo dotikati Junga, začnemo se dotikati regresije in, in potem posledično sanj. No in skratka, meni je kot mediju uspelo. In tako sem našel stik s to deklico njo, ki je živela nekje verjetno 6,000 let nazaj, nekje na ozemlju današnje Poljske. Jaz nisem točno mogel tega locirati. In se je skozi to življenje prebudila ta zgodba tako intenzivno, da je pravzaprav v romanu postala osrednja zgodba. Tako da, če beremo zdaj ta roman Skarabej in Vestalka, bomo videli, da sta si zgodbi enakovredni. Pol romana je ta sodobna zgodba, pol je pa ta iz prvotnosti. In potem sem mislil, da sem s tem upravil. In je roman izšel, je bil sprejet pri nas kot neka New Age-ovska varianta, niso ga imeli kot resna literatura. Vem, da je pokojni Peter Kolšek napisal, da gre za odlično New Age-ovsko zgodbo, ampak da nima z literaturo kaj dosti zveze. No, ampak kaj, meni je ta stik s to deklico preprosto ostal. In se nisem mogel tega znebiti. Po romanu je, vse veš, tista neka poporodna depresija, tista zgubljenost, tisto tavanje. In jaz sem mislil, da bo to minilo, pa ni minilo. In sem potem šel k verjetno največjemu poznavalcu Junga, doktorju Magdiču, ki slučajno živi v Primorski Soboti in sva pravzaprav midva se ves čas na nek način družila in sem mu povedal, kaj se mi dogaja. No in on je potem se tega lotil. In je rekel, da je ta zgodba nabita z arhetipi, da je pravzaprav se vidi, da je iztrgana iz preteklosti in mi je svetoval, naj jo vzamem iz romana. In tako je nastala ta druga knjiga. In ta druga knjiga je izšla letnic 2003, pri Franski ni več te založbe. Ni več te založbe, ampak knjiga je še, glej, knjige so pomembne, ne založbe, se mi zdi. No in spet se je zgodilo nekaj. Knjiga je bila zelo čudno sprejeta. Na eni strani so jo popolnoma zavračali, na drugi strani sem pa srečeval ljudi, ki jih je poklicala, tako so rekli. In vem, da sem srečal recimo v Štuku v Mariboru po noči ob 2 fanta, ki mi je začel recitirati
mislim, da je tako zadet, da pač v verziji govori, potem sem pa razbral, da ve na pamet odlomke iz te knjige. Ne? Čudovito. Mislim, tako in na različne načine so prihajali ljudje, ki se jih je pa posebej dotaknila. In zdaj še moram malo na to temo, namreč o odločitvi, zakaj je nastala tretja knjiga. Ne? To se je pa, ko se je spet ta zgodba z mano potovala, valila naprej, nekako nisem se rešil tudi po tej knjigi. In potem na enem literarnem večeru je ena gospa, zelo stara, sedela s to knjigo v naročju cel čas. Literarni večer je bil čist tak, ni bil povezan s to knjigo. In jaz sem mislil, da ona hoče, da jo podpišem to. In je dejansko ostala do konca. Jaz sem vse knjige podpisal, vse, in gospa je še zmeraj sedela in sem pač pristopil, da še njej podpišem. In ona je rekla, se nisem prišla po podpis, nekaj sem vas prišla vprašati. Je rekla, jaz čutim, to knjigo nosim s sabo, čutim, da jo moram prebrati, čutim, zmeraj znova jo začenjam in zmeraj znova jo odložim in povejte mi, kaj ne naredim. In sem rekel, gospa, nič zdaj ne delajte, ker odložite jo, ker jo bom znova napisal. In tako sem se takrat odločil za to zadnjo verzijo, pa zdaj samo še to moram povedati, zakaj. Namreč ta zadnja verzija je zdaj prevod iz tega jezika magov, iz tega pesniškega jezika, ki je v tej knjigi, v nek običajni jezik, jezik tega časa. In sem pravzaprav delal na tem, da bi samo še zgodba ostala. Ne? Da bi se čim bolj znebil pesniškega jezika. Mogoče bom kasneje o tem kaj povedal, ampak to bi zdaj bila neka srednja varianta. Ne, pa samo še to dodam, še zmeraj me ni izpustila ta knjiga, tudi po tretji. Aha, in te najbrž ne bo. No, jaz sem prebrala Skarabeja in Vestalko, se vidi, da sem tvoja zvesta oboževalka in bralka. Pa nekako nisem dobro dojela. Potem sem brala to Poema o ljubezni prvotnost in me je nekaj sunilo, ampak nisem bila sposobna se dost odpreti, da bi šlo globoko noter. To ni knjiga za ljudi, ki ne odprejo duše do svoje teme. To ni zabavna literatura, ampak je težka. Zelo boli. Ampak zdaj sem pa korajžna bila in sem jo prebrala tako na globoko in tako zares, da se je branje spremenilo v magijo, s katere ti pišeš. Na lepem, jaz nisem več videla črk, ampak sem videla to davnino in te podobe, ti isto ne boš povedala. In sem rekla, kje sem pa zdaj jaz tlele? Ja, sem rekla, ta pa una pa. Skratka. In na koncu mi je bilo grozen, ker naj povem to zgodbo zelo na kratko. To je zgodba divje deklice, ki išče smisel, išče lepoto, išče presežnost, hrepeni po resnični ljubezni. Ja, kaj pa ne bi bilo drugega, ne? Ker to je naša duša. In na koncu se velega sreča, se žrtvuje za njega, posledica je, da jo on ubije, vsega nam povedali, ne berejo. In jaz sem rekla, vse se ni svet čist nič spremenil. Vse je v človeku še tako, kot je takrat bilo. Ker spreminja se tehnologija, spreminja se ne vem kaj, ampak duša se pa ne spremeni. Gre samo za to, koliko smo mi sposobni ozavestiti te predne možgane, v katerih je ta etična, moralna dimenzija, in koliko te volči ne dominirajo, ki so tukaj tako pomembni. Ampak to je tako dobro napisan in ravno zato je bilo meni všeč, ker je to pisal pesnik. Ne bi mogel napisati tega, če ti ne bi bil pesnik. Ker to se spreminja
pesem, ki se kotali in teče in je še tle in bo še pisal in kar daj. Tako da zdaj pa tebe prosim. Jaz bi samo rekla, da meni je ta knjiga kot voda, a ne, tako jo čutim, kot vodo, kot skozi, da greš čez tak mirne zavoje, počasne, mile, potem kar naenkrat prideš v vrtinc, potem greš čez slab, tako v bistvu res simbol vode vidim zraven in isto kot ti. Jaz sem videla cele slike, jaz sem tako, ko bi šla v en film davnine in sem tako čutila njo. Jaz sem jo tako čutila in meni je ta bolečina ženske, ki hrepeni po ljubezni, ki ve, vse ima zapis, da obstaja in da zato se ni treba boriti, zato je treba samo srce odpreti in zato je treba tudi sebe v vsej svoji temi sprejeti, a ne? To, kar ti praviš, ne? Tu, Manca, ti si me vprašala, zakaj ta knjiga, kako si pa ti, Katarina, to zbrala? Zato, ker tukaj je veliko krutosti, tudi opisi so tako kruti na trenutke, da zabolijo, začutiš jih, a ne? To je bilo neko moje soočanje s temo, zato, ker sem preko tega tudi spoznavala in tako tudi v svojem življenju šla čez to, da če želiš živeti v svetlobi, se moraš spoprijeti z najtršo temo in jo sprejeti. Najprej v sebi in takrat, ko ti to uspe, takrat si šele zrel za pravo ljubezen. In za to knjigo. In za to knjigo. Ker jaz, ki sem jo zdaj pojedla dobesedno, ne, sem tudi v obdobju, ko sem morala zelo veliko sprejemati, ne. In ta rak me je naučil odpirati srce, ne samo v tej svetlobi, ne, ampak v tisti globoki duševni muki, bolečini, blatu, iz katere zraste lohvan. Ker ne more se biser roditi v školjki, kjer ne boli, ne. Tako da en kratek odlomek, da bodo malo zavonjali to njo, ki išče. Bil je to molk, ki skriva in poniža. To je vendarle čutila. A saj je bila prav v tem vsa njihova zaveza, da so zmogle s to zajedrno rano, ki jo dela krivda. So zmogle smeh in rek in mik in sanje, pa še toliko tega, kar naj je ugodilo, čeravno je bilo nemalokrat slutiti, da je tudi tole strežba moškemu na puhu. Kajti moški, ta soklasta bitja, so bili hvaležni le dokler so vlekli mleko, potem pa so že zgodaj doumeli, da se jim kar streže. A kot je rasla njo, je ves čas rasla tudi neka pritajena jeza, ki je naposled segla zdaj do roba in je pretila, da se bo razlila. Seveda je še šla za njimi, ki so na prodih prale in na prisojah brale trave. Tudi je šla kdaj po tleče oglje ali pač pospremit lovce, ki so se odpravljali pred svitom. Le leteti ni več mogla z njimi, kot je še letela v sanjah, temveč je le gledala in se je neizmerno čudila, ko so jim spet rasla krila in so jih nosile tiste plime. Morda pa je bilo res vse to v življenju, ta kaplja meda v očesu in bilbin poj v ušesu, jo je takrat ponavadi spreletelo. A si obenem ni verjela, ker moralo je biti vsaj še nekaj, ali pač veliko tega, kar je vsega silnega hotenja vredno in kar pravi, da se splača. Čemu sicer strahovi in pehanje? Čemu ta ovčesrčnost in počepnost, pa vsi brezimni upi, da bo enkrat vendar nekaj in da bo še ob času? Hvala lepa, draga Katarina. Tole za okus.
Sem se smejala, dragi Feri, tvojemu opisu moškega v tem odlomku, ki sem ga tudi zato zbrala. Ne, kako je moški navajen, da ga mati doji, potem je pa itak samoumevno, da mu ženska streže in služi. Ampak to je za žensko premalo. In če tole malo pokomentiraš, ker je nenavadno, da moški pisatelj napiše kaj takšnega. Ja, no, sej razlika med tema dvema knjigama je ravno na tem nivoju se mi zdi bistvena. Namreč moj prijatelj dr. Magdič je bil zelo razočaran na koncu te knjige, se pravi te verzije prve, da dejansko ta njen moški ne razume njene žrtve in ne more sprejeti in jo ubije. Ne? Se pravi, tako mi je rekel, ni rešitve za moškega, ne? Dokler ne bo sposoben sprejeti te ženske žrtve na tak način, ne? Da bi bil hvaležen. Zato sem jaz res po skoraj 20 letih spremenil konec. Čeprav je konec za mene vprašljiv zdaj z drugega vidika, ker ni več arhetipski. Ne? Ni več iz tistih mojih vizij, ne sledi več prvotnosti, ampak je konceptualni. Jaz sem spremenil konec na ta način, da on razume to njeno žrtev in je srečen konec v tej knjigi. To je ta bistvena razlika, ampak jaz sem se s tem ukvarjal res 20 let in sem rekel, če trdim, da mora pisatelj tvegati pekel, da govori o resnici, ne? Če to tako ortodoksno trdim, potem verjetno lahko tudi tvegam, da kršim ta arhetip in da končam pravzaprav z neko željo, z neko projekcijo, da bi moški bil sposoben sprejeti to žrtev, ker takrat bi verjetno res bila eno. Ne? Tako da to je zdaj bolj romantičen konec, verjetno. Jaz sem pa tako rekla, Manci, ker smo se prej pogovarjali o tem, ravno o tem koncu sva debatirali, ne? In jaz sem rekla, da to je zame vizija prihodnosti. In jaz vse čutim, globoko vse čutim, da je morda pa le prišel tisti čas, ko bomo presegli te kolektivne zapise, ker to so naše matrice, matrica moškega, matrica ženske, mi enostavno samo preigravamo programe. In morda smo zdaj v tem času, da bomo sposobni narediti korak naprej in prebuditi tega, da bo moški sposoben prebuditi svetega moškega, ker sveta ženska se je prebudila in prebujajo se na srečo tudi sveti moški. Jaz sem tako vesela, ko vidim že prebujene moške, ki so tam, ki čutijo, ki so ob ženski in so sposobni stati ob njej, kadar joka, jo podpreti, stati za njo in jo res ljubiti v vsem čutanju. Tako da, Fer, jaz mislim, da to ni romantičen konc, bi rekla, da zdaj je prišel čas, da se je lahko spet takšen konc sploh napisal, ker drugače ga ne bi mogel napisati. Se strinjam. Romantičen v smislu, mislim, bolj kot neka vizija. Ne, to sem hotela reči. Vizija. Se popolnoma strinjam, vzorci, po katerih živimo, ne, so bistveni in nas določajo. In zdaj, če se da ta arhetip spremeniti, ne, če je zdaj to del vzorca, potem je upanje, da bo lahko šlo v tej smeri naprej. Ne. Jaz moram reči, kot bralki mi je ta konc grozen v tej prvotni verziji, ampak literarno bolj stoji. Literarno stoji, ker je v skladu z arhetipom, ker je dejansko taki moški so živeli na tem svetu. Iz prvotnosti do zdaj. Ne? In ko mi je pa Katarina takole, tudi te ilustracije Zdenka Huzjana se mi zdijo vrhunske. To se mi zdi
vrhunska umetnost, tole se mi zdi pa dopadljivo. Ja, to so dve zgodbi. Ne? Ja. Dve zgodbi sta v zvezi z ilustracijami. Verjetno sem tudi dva konteksta sta založniška. Huzen je res meni zelo ljub slikar Izjemen. in je tako imel to genialno idejo, Ja. kako so risali takrat z ogljem. Ja. Če so oni risali z ogljem, bom pa še jaz z ogljem. Ampak ne. kako dober. Ja. No, ampak druga zgodba, ne? Druga zgodba je pa povezana spet z enim drugim pristopom pri ilustraciji. In Jure je tole risal 2 leti, knjiga je šla 2 leti kasneje, ker se je pravzaprav tako je noter padal. Vmes je že izgledalo, da ne bo sploh narisal teh ilustracij, potem si je vzel posebej atelje, da je to risal. In ko sem jaz že čisto obupal, je mi samo napisal eno kratko pismo, nič nismo vmes komunicirali in rekel, zdaj sem pa prišel, to je bil moj romanje v Kompostelu in zdaj sem prišel do obale. Ne, tako da je prehodil eno svojo pot, ker ga je knjiga zelo povlekla. Vse so lepe te ilustracije, zelo lepe. Ne, ampak to se vidi druga verzija. Popolnoma drugačna, ja. No, in ljudem bo ta seveda druga lažja, bolj se jih bo na nek način dotaknila, ampak ta je pa bolj magična. Veš, kaj se je dogajalo? Jaz zdaj popolnoma razumem, kaj se mi je dogajalo, ker sem to toliko premislil. Ko sem jaz seveda pisal pod vtisom vseh teh vizij, ne, na pol v sanjah dejansko, ne, sem pravzaprav prevajal iz neke govorice teh starih magov vse to in samo pesniški jezik me je dopuščal, da to povem. Ni se dalo brez pesniškega jezika. Veš, to je ena zanimivost, ne. Nedolgo tega sem naletel na računalniku, na YouTubu, da so naredili simulacijo indoevropskega jezika, tistega jezika, ki se je govoril na začetku naselitve. Se pravi, naredili so na podlagi vseh teh slovanskih glasov in je tako računalnik simuliral govorico. In jaz sem bil popolnoma, mislim, jaz sem dol padel, ko sem slišal ta indoevropski jezik, ker sem jo poznal iz teh vizij dobesedno in nič ne pretirava. In iz tega jezika, ki ga razumeš, ne razumeš, ga pa čutiš, ne? Sem jaz to pisal. To se čuti. In dejansko zdaj sem potem vedel, da je še en korak res potreben, da prevedem v ta naš jezik vsakdanji, ki je manj pesniški. Ker sem pa spet razumel tudi s pomočjo, ne vem, tudi pač vseh teh analize, ne, tudi doktorja Magdiča, ko se zmeraj vračam k njemu, da ni bistvo v jeziku, ampak v zgodbah. Ne, da je treba te zgodbe povedati, ker so dejansko arhetipske, ne, so dejansko tako, veš, verjetno je to podobno kot je s ljudskimi pravljicami, ne, ko se od nekod vzamejo, potujejo skozi čas in se počasi ubrusijo do nekih majhnih zgodb, ki pa veliko povedo, ne. No, jaz navijam, da ljudje vzamete v roke obe verziji. Ne? Ker ta tvoj magični jezik je tako čaroben in tako nenavaden za slovensko literarno pokrajino, ni tega jezika. To je unikum in to je velika reč. Ne? Zdaj te pa še sprašujem, kako si pa našel imena? Njo, ki je položila glavo, ne? Zdaj vprašanja postajajo vse težje. No, ampak potem pa... Veš, mora biti v tem, namreč, zdaj, če tako rečem, jaz sem
to Jungovo aktivno imaginacijo, ne, ki je on ves čas nekako razvijal, pa tudi v tej rdeči knjigi, ko je pisal, je sproti to pravzaprav nekako pojasnil. Jaz sem jo na nek svoj način usvajal, skozi prepričanjem, da ne gre za neko psihoanalizo, da ne gre za neko ukvarjanje s samim sabo, in sem dejansko potem s pomočjo sanj prihajal do tega. Ne? Zdaj, v sanjah se pa seveda ni to dogajalo tako banalno, da bi zdaj sanjal, njo gre nekam, ne? Ampak v sanjah se veš, kako sanjamo. Ne? Sanjamo v simbolih, pravzaprav, ne? Sanjamo v nečem, kar je treba spet prej prevesti, kar je treba tako, in ta imena so od tam. Dosti je. Ta imena so od tam. Zdaj, od kje so, jaz ne vem, pravzaprav. Vse ni pomembno. Ampak veš kaj, zdi se mi, zmeraj govorim, da je to nek preklop na kolektivno nezavedno, ne? Zmeraj na ta način razlagam, ampak vse bolj se mi zdi, da pravzaprav to ni tako, ne, da smo pravzaprav mi v nekem oceanu zavesti, pravzaprav vsi, ne, da samo koliko smo sposobni ozavestiti to, koliko smo sposobni, mislim, da bolj gre za to, veš. Jaz imam tudi občutek, to rečejo nekateri akaša, ne, ta univerzalni spomin, v katerem je naša preteklost, sedanjost in prihodnost. Tako. In kjer lahko črpamo iz tega. No, zdaj pa pejmo k temu zlomku, ki jasno pokaže, zakaj so vojne tudi dan danes. Ker še ni bilo sveta brez vojn in vojne so moškega spola. Če še en odlom prebereš. Susa Sasoj je bil zasekal staremu voluhu sredi čela in je v en mah udaril znova. Planili so, ki so ga želeli pomendrati, in pognali so se seveda, ki so ga želeli ubraniti. Prva moška glava je tresnila ob kamnat sokol in se udrla kakor buča. Zazvonjalo je tudi že z drugi kraj po krvi in je vzdražilo nozdrvi. Zalajali so psi in zatulili volkovi s človeškimi glasovi. Iztisnil se je trop, ki je iskal škaparja, in se zapodil voluhe, ki so že slutili o očaku. Udarjali so na tej in oni strani mnogi, ki jih je že povsem prevrela bojevita ihta in niso več razločili med starci in otroki. Globača v potoku je bila prav kmalu le še zlohotno brezno, v katerem so osti in kiji terjali že zdavnaj pozabljene račune, ali pa so mrcvarili zgolj slasti, ki jih žrtve niso nudile razlogov. Le malo kdo se vse bolj zdelo, se je bil zdaj spomnil na tihotno jutro in veliko sonce, ki je kot blag ščemet še davi tu pobralo roso. Zagotovo pa tudi ni več zmogel tega glasu ta mali človek, da bi o tem kriknil vsem v uho in jih priklical v srce pozabljeno lepoto. Saj bilo je to zdaj tu že opravilo za bogove. A veš, že mi grejo dlake po celem telesu. To se mi zdi tako močen odlomek, ker si uspel združiti vso to grozoto tega morilskega nagona, ki je v moških, s to presežno lepoto, ki jo pa nekateri zmorejo čutiti vsemu groznemu navkljub. In ti si glasnik te lepote. Kako poslanstvo. Šmrk, šmrk, komentar. Mislim, res so to neke vizije, ki se mi zmeraj znova obudijo. Zelo se pravzaprav težko vračam k tej knjigi, ampak se zmeraj znova vračam. Ne? Tako, veš kaj, izmikam se neki racionalni razlagi, no, to moram pravzaprav reči. Tudi ko skušam to zmeraj na novo premisliti, se mi zdi, da če bi razložil do konca, da bi v bistvu razčaral. Ne vem, če preskočim, ampak to se mi pri romanih oziroma pri delih, ki na ta način nastajajo,
praviloma dogaja. Ne? Dokler ta magija deluje, jo treba spoštovati, ne? In biti ponižen pred tem. Ne? Imam zdaj podoben primer, recimo Kurji pastir, ta zadnji roman, ker sem se s to metodo vračal v lastno otroštvo. Ne? In je spet ena posebna izkušnja za mene, ampak ker sem po neki neumnosti, ali ni prava beseda, verjetno napovedal 3 romane, ker se mi je razpotegnilo trilogijo, sem se nenadoma zalotil v teh dneh, ker sem imel toliko intervjujev zdaj v tem prvem romanu, da sem verjetno naredil napako, da sem se ukvarjal s tem prvim romanom, ker se zelo bojim, ali nisem z razmišljanjem, razlaganjem vzel krila tej magiji. Tako, in ne bo hotela več skozi tebe steči, ker si preveč racionaliziral in preveč podarjal ljudem to, kar ne bi smel dati. Ja, in očitno si razumela, kaj sem mislil reči. Ja. Zelo dobro. Zelo dobro sem razumela, ampak ti zagotavljam, ker boš si vzel čas, da se boš oddahnil od tega govorenja in spraševanja in boš šel med tvoje cigane in se ga boš fajn napil. To se bom itak, ja. Ja. In boš razturil, se bo ščistil. Vidim, da tudi to razumeš. Ne? Absolutno. Jaz nisem nikoli mislim, pil tako, da bi degustiral pijačo, ne pa tako, ampak sem zmeraj kot neko čiščenje, ne? Kot nek reset, kot nekaj, kar rabiš za to, da skuriš vse negativne energije, da vse daš ven. Obredno. Ja, dobesedno. Ti si človek obredov dobesedno. In obredi te bodo rešili. Ker če se ne boš čistil vsega tega, te navlake in tega prahu in te megle racionalizacije, ki ni tvoj svet, ne bo šlo, ampak bo šlo, kar boš šlo naredil. In te sploh ne bom nič več vprašala, bom kar tebe. Ti si vendarle doktorica psihologije, ki tudi spoštuješ Junga in ga poznaš. Vendarle recimo kaj o moškem in ženskem principu, o animi in animusu, ki pri Feriju tako dobro usklajeno delujeta. Tako da, to pa kar racionalno. Tudi jaz se ne želim tega tako racionalno lotevati, zato ker Junga, če se ga probaš racionalno dotakniti, se ti izmakne. Tu njega ne moreš na ta način analizirati. Mislim, da jaz sem se ga še najbolj dotaknila, ker sem brala njegovo biografijo. Zato, ker sem njega začutila, njega kot bitje, ne tiske so njegove analize in ker je še veliko racionalnega tam noter. Jaz se rajši dotikam esence in tam moram jaz tudi izklapljati namensko ga moram izklopiti, zaradi tega, da začutim esenco in da grem v tisto magijo posebno. Ne? Ja, če smo pri Jungu, tudi meni je to zanimivo, ne? Ker veliko se pravzaprav družim tako ali drugače s poznavalci, ne? Ampak jaz sem ga v bistvu zmeraj bral, zato sem se oglasil kot mistika. Ne? Tam sem jaz največ dobil in recimo Rdeča knjiga, ki je pravzaprav geneza vseh njegovih kasnejših teorij, na katere jaz pristajam, je meni dala neskončno več. Ne? Tako da moram reči, da me je pravzaprav nekaj zelo norega se zgodi. Ne? Na eni strani te vodi, ti daje orodje vsaj meni, ne? Na drugi strani pa je pravzaprav neoprijemljiv, je mističen. Tako, čeprav je Magdič, zdaj ga zadnjič omenjam, je pravno v zvezi s tem romanom rekel, da sta pravzaprav Freud in Jung celota, da sta pol in celota, da je brez
napisal brez Freuda tako in Junga ne bi spremni bilo. besedi, ja. Verjetno je res to najboljši način ukvarjanja z Jungom, ampak jaz zelo vem, da bi bila moja literatura zelo drugačna, če ne bi bilo pač vsega tega, kar je. Diha Junga, ki dihne vate. Ja. Ja, to. Mislim, tako, zadnjič me ena deklica rekla med pogovorom, tako, pa kaj to, ko govorite o Jungu, pa se bi vi itak pisali, če bi Jung bil ali ne. Pa ni res, pisal bi drugače. Gotov. Ampak to sem samo hotel. V tisti Akaši, a ne, so vsa ta vedenja, znanja, mistična doživetja, ki so lahko naš navdih. Ne? In ti sigurno rabiš navdih, ti nisi pisatelj, ki bi lahko pisal, hvala Bogu, ne. Tako kot nekateri, brez navdiha, vsak dan 6 ur. Brez navdiha še na ta pogovor ne bi prišel danes. Ja, jaz tudi tako gledam na umetnost, a ne, tista prvobitna umetnost je kanaliziranje, je enostavno takšno odpiranje univerzumu, tistemu nekaj akašam ali čemorkoli, kar obstaja, da enostavno zgodbe ali pa glasba ali pa likovna dela enostavno morajo biti povedana, napisana, zapeta skozi tebe. A ne? In zdaj je samo odvisno od tega, koliko si ti odprt za to. In čim bolj si odprt, tem več lahko ujameš drugih svetov, se lahko sprehajaš, v bistvu se z umetnostjo transcendentiraš skozi prostor in čas. To je neke vrste Merkaba, potovanje s nekim posebnim plovilom, s tvojo osebnostjo skozi prostor in čas. Ne? Tako da to je nekaj najlepšega in zato je tako tudi lepo, pa hkrati boleče biti umetnik, ne? Ker se moraš toliko popolnoma predati in zaupati, da boš potoval in se vedno znova tudi vrnil nazaj, ker te lahko odnese. Mnoge umetnike je tudi odneslo v tem, razna schizoidna stanja, zato ker če se tako odpreš, ne veš več, kaj je realnost, kaj je pa fikcija. Lahko fikcija postane tvoja realnost. Dobro je povedala, ne, Feri? Ti veš, kaj je govorila? Ne, popolnoma, seveda sej, mislim, veliko sem se s tem ukvarjal, no, ker je to zdaj že kar neko obdobje tudi. Ne, vmes je recimo tudi roman ločil Bompeno od valov, ne, ki je postavljen na začetek prejšnjega stoletja, ne, kjer sem si zelo na podoben način pomagal. Ne. In dobro, zdaj, to je v bistvu anekdota, ne, ampak ko sem se res dobro napil, nisem vedel, v kateri soboti sem. Ali v tisti 1916 ali pa v tej, v kateri sem pisal. Ne. Ja, ker se ti svet tako spremeni, ne? Ja, ker dejansko so te vizije tako močne in romani so drugačni zaradi njih. Ne. Saj ne gre za to, mislim, jaz zmeraj govorim neko, mislim, take zunanje, kako bi rekel, argumente, ne, zagovore. Recimo, ne vem, nisem vedel, kakva je bila razsvetljava v Murski Soboti tam na začetku prejšnjega stoletja. In pol nenadoma sredi pisanja mi je zadišalo po karbidu in sem napisal, pač, da so bile karbidovke. In so bile res. In sem potem šel v muzej in sem to preverjal in dejansko je bilo 12 drugov sredi Murske Sobote takrat tiste in zvečer so Dietrich, mojster Dietrich se je imenoval, njegovi vajenci so vsak večer prinesli karbidovke in so jih obesili na koš. Ampak ti si pa zavohal karbid. Ne, skozi to vizijo sem jaz pravzaprav, ne, to, ampak zmeraj take neke zunanje elemente naštevam, bistvo je pa drugje, ne, bistvo je pa v razumevanju duha časa, ki ga pa lahko razumeš samo, če si tam. Če se potopiš v njega. Ne, recimo, glej,
ko smo omenjali kuri pastir in to moje vračanje v to zgodnje otroštvo, jaz sem prišel na to noro idejo, da grem s to metodo, ne? Da se grem srečati z pokojnimi, z vsemi ti ljudje več ne živijo, oče in mama ste tam. In sem seveda logično z napako startal, ko sem bil tam, ni bilo mrtvih, ne? Sem srečal žive. Razumeš, kaj hočem reči? Ja, ker ni ločnice med mrtvimi in ja, ker živimi. ne gre v tako, tem ne svetu. vračaš se tako, da zdaj jaz grem, vzameš torbo, grem v času nazaj. Ne gre tako. Ne. To hočem reči, globlji so uvidi, ti globlji uvidi so bolj bistveni. No, to sem hotel nekako spraviti. Ne bomo zdaj v Kurjem pastirju, Ne, samo ampak kot primer. se je uspešnica in je že ponatisnen in to, Feri, kar je mene fasciniralo, da tvoji starši kljub strašni revščini, da si ti spal v tistem koritu, kjer se mesi kruh, a ne, nisi nikoli ponotranil ali pa nosil te travme, da ste revni. To je en tak dar, ne, ki te je tudi rešil na nek način, ne, ker ne vem, kaj je bilo drugače s sabo, ampak o Kurjem pastirju je bilo zdaj toliko veliko. Poemi o ljubezni je pa premalo, a ne? Res je In premalo. medve s Katarino zahtevava od tega več. Zahtevava. To si pa zdaj fajn povedal. Zahtevava. Lej, kako sem si obkrožila s srcem to vodilo, ki ga bom zdaj prebrala, in sem tudi s tem srcem prišla, ne? Sem tako velikim. To me je čist zadel, sem že ne vem kolikokrat prebrala, ampak to se mi zdi najglobja možna resnica človeka in sveta. Nihče ne more razumeti Rakovic. Nihče. Nikjer in nikoli. Tukaj piše anonimni ribič, imam na sumu, da si ti to tudi vizualiziral. Sem anonimni ribič. Da si ta anonimni ribič ti, ampak človek ne more povsem odrasti, dokler se ne zaveda, da je nemogoče, da bi sami sebi enega drugega popolnoma razumeli, da moramo biti ponižni pred skrivnostjo. Obstaja skrivnost v vsakem od nas, obstaja skrivnost v svetu, obstaja, nikoli in nikdar ne bomo, hvala Bogu, vsega razumeli. Glej, zaradi skrivnosti je umetnost in zaradi skrivnosti je znanost. Ne samo umetnost. Znanost bilo včasih eno in isto. Pazi, znanost in umetnost, to je pa vse, to opiše cel svet. Tisti vojake pa to ne opiše sveta, veš, to so samo posledice. Ne? Jaz mislim, da svet stoji zaradi umetnosti in znanosti. In da samo na ta način se vsaj malo razume. Drugače pa veliko ljudi, množice, kar se mi zdi grozno, to je povezano s temi rakovicami, na nek način plavajo skozi ta ocean z občutkom jata, z občutkom črede, s nečim, kar pripisujemo, ne vem, ribam, ali pa rožam, ali pa drevesom. Človeka pa vendarle opiše nekaj drugega, ne? Tako se meni zdi. Mogoče bi jaz še na to nekaj navizala. Meni se zdi tako, da smo prišli zdaj kot človeštvo do točke, kjer se lahko kot človeštvo, ne kot posamezniki, zbudimo v zavest. In tako, kot mora človek v sebi zoreti in če želiš biti polno bitje, se moraš soočiti s svojim lastnim nezavednim, mi kot človeštvo se moramo pa soočiti s svojim kolektivnim nezavednim in svojo temo, ki smo jo prinesli in jo prenašamo čez celotno zgodovino. In tukaj
ne, stvari se ponavljajo. Mi nismo zavestni, mi spimo kot ljudje in pustimo, da smo vodeni. In šele takrat, ko se prebudiš skozi bolečino in temo, imaš možnost, da zagledaš. In takrat vidiš, vse vidiš, jasno ti je in se ne pustiš več voditi. Takrat se zavestno pustiš voditi in če čutiš, da je za tem resnica, če je pa to manipulacija, rečeš pa ne. In zdaj sva, Katarina, pri dveh ključnih besedah našega Prešernovega nagrajenca. Ena je svoboda, druga je pa ljubezen. Morda krčeš o teh dveh besedah, ki sta tvoj ključ, ki sta ključ svoje literature, ker po čem je hrepenela ta njo, a ne? Po ljubezni, ampak ljubezen, resnično ljubezen si lahko data samo dva svobodna človeka, ne dva sužna. Saj si v bistvu vse povedala, ampak jaz vztrajno ponavljam, res vztrajno ponavljam, ker se na nek način tudi navezuje, dejansko je vse skupaj na neki tehnici. Ne? Na eni strani je zlo in na drugi strani je dobro. In ta tehnica pač niha skozi čase, zmeraj se zdi, da bo zlo zmagalo, Pa ne. ampak potem dobro to tehnico zmeraj izravna. Ne? In ta tehnica, da ta tehnica lahko deluje, pomaga samo ljubezen. To sem zelo prepričan. Nič nismo drugega iznašli kot ravno ljubezen. Ne? Zato ni naključje, da vse religije na oltar postavljajo ljubezen, ne? Kjerkoli pogledaš pravzaprav, ne? Da vse civilizacije postavljajo na oltar ljubezen v bistvu. Mislim, ne vem, zakaj bi se trudil še z večjim zagovorom. Ne? Zdaj, kar zadeva, kar se tiče svobode, ne vem, jaz sem celo življenje pravzaprav s to željo po svobodi na svetu. Nenehno se želim osvobajati. Ne? In spet je zgodba enaka, ne? S tem, da verjetno tu gre bolj za posameznika, ne? Za neko osebno svobodo. Tako z nekim občutkom na tem svetu, če si prizadevaš za svobodo, imaš nek občutek, kot da plavaš proti toku in kot da si zmeraj nekam skušaš priti in ta tok te zmeraj nekam povleče nazaj. Ne? In skozi v teh valovih tonemo v to neko nesvobodo z različnimi predznaki. Ne? A veš, vse je lahko nesvoboda, ne vem, v času druge svetovne vojne, recimo, pa je lahko nesvoboda v času epidemije, pa je lahko nesvoboda v času visoke tehnologije. Ne? Se pravi, ta voda zmeraj teče proti svobodi. Ne? Boj za svobodo je nenehen v bistvu. In tako skozi imam občutek, vsi sva skupaj sva bila v Novi reviji, če se spomniš. Ne? Preživela sva kar nekaj let sva preživela tam. Meni, verjetno tudi tebi, je bil tisto boj za svobodo. Ne? Ampak potem v nekem smislu demokracije, kot smo si, jaz sem si naivno zamišljal, verjetno, ne? Ampak potem se je to zelo hitro svižilo. In zdaj smo verjetno med tistimi, ki bi tako lahko rekla, pa se nismo za to borila, ampak ne bova tega rekla. Ker smo nekaj... To se zaradi sebe. Tako. No, nimava nobene pravice tega reči. Do sem hočem priti. Ne? Ja. To so ti majhni čolnički, ki plovajo proti temu toku, ki pa vztrajno nosi, a veš, vztrajno odnaša v stran. Tako da svoboda ni nikoli dosežena. Nikoli dosežena. Je pa ideal, ki se mu lahko približujemo, No, tako, ali pa zelo oddaljujemo. Ali nas pa odnese v neke mlakuže Ja. in v neke delte in neke rokave in neke zamočvirje. Ne? Zdaj si pa ti svoj odlom našla. Ja, in Bomo z njim zaključili. Ja. na začetku, zato ker se mi zdi, to je prvotnost. Tukaj se je vse začelo in tukaj se bo vse končalo. Prosim. Pol in celota.
Ob svitu, ko je šla Agneš izruvat mandragoro, tisti redki večrogi koren, ki ga je nujno potreboval žrec, je mala njo sanjala, da je že ženska in da rojeva dvojčka. Čutila je to sprva le kot spahovanje telesa. Šele ko so ji privzdignili glavi novorojencev, je šel glas zavriščanih naporov tudi iz grla. Dojela je, koga kliče stok porodnic in h komu priproša. Še posebej zdaj to razumela, ker sta bila otroka komaj rojena, pa že nista bila več samo njena. Pravili so namreč, ki so plesali z bogovi, da bosta poslej bivajoče znamenje, ki je rojeno zato, da naj se peha pod atajem in opominja. Saj le v zelo slutlih je Darda, gospodar utripov in dihov, pošiljal dvojčka. Napovedovala sta blodnjo in preizkušne čase. Kazdala sta svojo muko na boj in žrtvovanje, ki da atajem edino še lahko shodi poti do slave. Kaj ti? Bila sta dvoje, kar bi moralo biti eno. In še je bilo rečeno, bila sta moški in ženska. Bila sta si pol in celota. Ona pa jima je bila le mati, zbegana mala njo, pritajena v polporodnem sesedanju in dremavici. Preslabotna, da bi še skušala tuhtati, ali je lahko vsem tem tudi kaj dobrega. Šele potem je pomislila na možaka, ki ga ob njenem telesu še ni bilo, in je dojela, da se vse to ni dogajalo tu, kjer so jo pripravljeni na srečanje z žrecem. Bilo je torej nekaj, česar se ne da kar tako razumeti, treba pa je kljub temu spoštovati. No, to je pa tvoja tema, draga Katarina, ker ti tako verjameš, a ne? Ja. Da se bosta zdaj prepletla ta moški in ženski princip. Točno to. Jaz tukaj čutim izvor vsega, tam, kjer se je začelo vse skupaj. Jaz verjamem, da smo bili vsi včasih v polju enosti in ne vem, po kakšni čudni napaki se je zgodila ta dvojnost, ta ločenost. In od takrat moški in ženska tavata po svetu in na nek način blodta in se zgubljata, da bi se spet našla. Ampak moški pa ženska se ne bosta našla, dokler ne bosta teh dveh principov moškega in ženske, te anime in animusa, vsak združila v sebi. In ženska čutim, da je že prišla do te stopnje, ženska z veliko začetnico, da je združila ta dva principa svete anime, svetega animusa. In zdaj ženska čaka moškega, da on tudi svojo sveto žensko zasliši in se prebudi. In takrat bomo začeli soustvarjati, takrat bo vladala sinergija, takrat bo harmonija in takrat vojn več ne bo. In jaz sem včasih razmišljala kot mlajša, sem jaz res tako naivna, da jaz v to verjamem. Ampak jaz imam pa ta zapis. Jaz pa ta zapis tvoj delim in sem prepričana, da prihaja čas, ko ne bo več bojišč, ampak bodo ljubišča. In to bo takrat, ko bo človek kot posameznik cel in bomo lahko skupaj celi in eno. Dragi Feri Lainšček, zelo lepa hvala, da si se pripeljal iz Murske Sobote, da si nocoj bil z nami, hvala ti. Katarina Habe, najlepša hvala. Hvala vsem vam, stopamo tja proti svetlobi, kjer bomo celi in eno. Hvala.